Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Gospodarske zbornice Slovenije. Na tokrat smo v rubriki Ozadja, kajti danes bomo spregovorili o ozadju priprave novega gospodarskega desetletnega programa Made in Slovenija 2035. O tem, zakaj je ta program nastal, kako pravzaprav je nastajal, kaj prinaša, in tudi o tem, kako naj pravzaprav postane kompas slovenskega razvoja v naslednjih 10 letih, z mojima današnjima gostoma, ključnima soustvarjalcema programa, in sicer z nami sta Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice. Vesna, živjo. Pozdravljen. Pozdravljena. In profesor dr. Jože Pedamjan iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Lep pozdrav, Jože, tudi tebi. Glede na to, da smo skupaj delali teh 8 mesecev in predvsem v zadnjih tednih in da se tikamo, se bomo tudi v podcastu, da bo bolj sproščeno. Pa mogoče, Vesna, mi da začniva o razlogih za pripravo pravzaprav tega programa. Na vrhu, kjer smo predstavili ta program gospodarstvenikom in seveda tudi politiki in slovenski javnosti, je bilo večkrat izrečeno tudi s strani vodilnih v državi, da pravzaprav program prihaja ob pravem času. Pa mogoče pred tem vrh smo poimenovali vrh za prihodnost in nosil je poziv Bodimo spremembe. Zakaj temu tako? Pa morda vseeno še skok nazaj. Lansko leto, ko smo imeli vrh, 19. vrh slovenskega gospodarstva, smo med ukrepe zapisali, da bi bil čas, da država pripravi tudi novo industrijsko strategijo, gospodarsko politiko. Ker nismo videli, da se to v državi dogaja, je prišla ob pravem trenutku pobuda, mojega Jožeta bom kar rekla, da bi bilo morda po vzoru Singapura in Kitajske pripraviti podoben dokument Made in Slovenija. Ker pa jaz prihajam iz panog, kjer smo pa vedno, na primer v turizmu je bil ta naboj tak, da smo vedno delali od spodaj navzgor, sem prišla takoj z idejo, da to pripraviva skupaj po naših panogah, po naših, da rečem, strateških industrijskih panogah, in da seveda z več dela to pomeni, ampak vseeno angažiramo tako naše panožne direktorje, kot seveda tudi nosilce teh panog, torej ključna podjetja, ki so na tem. In ideja se je prijela. V marcu sva šla na prvi tak sestanek tudi na ministrstvo resorno in potem smo zavihali rokave. In ja, jaz mislim, da že tudi lani so se zadeve drastično spreminjale. Z prevzemom predsedovanja predsednika Trumpa pa se mi zdi, da so se razmere čez noč postavili na glavo, in vsakemu, ki ima v srcu Slovenija, je, mislim, da to logičen odziv, da se lotiš tam, kjer ti imaš moč. In Gospodarska zbornica za svojo, bom rekla, ekipo, ki jo imamo, z dobrimi strokovnjaki, s katerimi tesno sodelujemo, ne samo tukaj, tudi na energetiki ali kateremkoli področju, mislim, da smo tudi na pozicijah, kjer moramo biti odgovorni in se takih zadev lotiti. Zato se mi zdi, da je bil to edina primerna odločitev. S tem, ko smo se mi lotili tega dela in ko smo videli, da so to zelo lepo sprejeli tudi vsi naši kolegi na Gospodarski zbornici, pa se je rojevala tudi vsebina za letošnji vrh. In iz Bodi sprememba smo rekli, to pa bo že, da bodimo spremembe. Tako da, Ker je potrebno več sprememb. Ker je potrebno več sprememb. No, in tukaj moram še morda dodati, da ne bom predolga. Poleg tega, da moramo zelo jasno postaviti, katero so tista področja, in poanta je ravno to, da so tukaj s tem, ko so pristopili naši strokovni direktorji, da so motivirali podjetja, smo zraven vključili tudi institucije znanja. To se pravi, tudi področja so postavljena tam, kjer imamo tudi znanje na institucijah znanja. In tukaj potem v presečišču lahko naredimo nekaj več. Vsi se pa zavedamo, da se je svet tako spremenil, da smo zaradi hitrosti življenja, zaradi vseh negativnih stvari, ki se nam iz dneva v dan dogajajo in veliko hitreje, kot so se še desetletje nazaj, da tudi kot družba rabimo neke spremembe od vsakega posameznika pri sebi.
In druga skupina, in tukaj moram tudi omeniti dr. Dejana Verčiča, ki smo mu to predlagali, je zelo hitro prišlo tudi do tega, da bi bilo potrebno ob programu Made in Slovenija pripraviti pa tudi manifest vrednot, mi smo rekli zavez, ki so še kako potrebne, da si jih ponovno spomnimo, ker verjamem, da imamo vsi nekako od doma privzgojene, ampak jih zaradi vseh različnih razlogov nekako zanemarjamo. Sodelovanje, spoštovanje, da je uspeh, pogum, znanje, pa tudi delo, da je nekaj, kar je treba spoštovati. Mislim pa, da je ključ do tega, da bomo tak program lahko uresničili. Tako. Program, si že omenila, Vesna, je nastajal od spodaj navzgor. Sodelovalo je več kot 90 gospodarstvenikov, strokovnjakov. Kakšno vlogo je imela tukaj torej GZS pri usmerjanju, koordinaciji, predvsem pa kako ste tako različne interese pravzaprav v tem procesu uskladili? Pa bomo potem se dotaknili seveda same vsebine in področji, pa vendarle, to verjetno ni bil najbolj enostaven proces. Ni bil, ampak z velikimi izkušnjami, ki jih ima Jože, ne? Na drugi strani tudi z veliko profesionalnostjo, ki jo je dodal naš šef za analitiko, ne? Bojan Ivanc, glavni ekonomist. Ja. Mislim, da smo našli model, kako se te stvari lahko pelje. Seveda je bilo za tem veliko dela, ker je bilo potrebno predvsem najprej se opredeliti, katerih je teh 8 področij. Tukaj je bilo kar nekaj dilem, celo več bi jih imeli, po svoje bi bilo lepše, če bi jih bilo manj, a ne? Ampak tukaj je bilo že treba najprej se poenotiti. Potem pa je bilo treba za vse te področja imeti več različnih delavnic in skupin. In tukaj je bilo treba veliko priprav strani profesorja Damjana, ne, da je najprej sploh uokviril, kaj želimo v vsaki od panog dobiti od podatkov, zato da bomo lahko približno enako naslavljali vsako od panog. In tukaj je bilo nemalo ur vloženega dela, tako teh prej omenjenih preko 90 gospodarstvenikov in strokovnjakov. Tukaj je šlo veliko dni in noči, zato da smo te zadeve nekako spravljali sproti v neke okvire. In seveda na drugi strani, ko pač so panoge pokazale, katere so tiste stvari, ki bi jih želeli zapisati, ne, so nastajali tudi ukrepi. Ukrepi, ki pa jih nekako je podeljeval kolega Ivanc, ki jih je pa prevrtel tudi preko strateških svetov. Ne. V strateških svetih so horizontalne gospodarske zbornice, seveda to je meni logično, ampak strateških svetov gospodarske zbornice, in skozi strateške svete je šlo teh 9 področij ukrepov. Torej spet strokovna telesa, spet podjetja, torej večnivojsko, za zahtevno koordinacijo, ampak jaz se bom pošalila tudi kar na svoj račun, če imate tako zahtevno šefico, potem tudi to rata. Res je. No, v programu je zapisanih 88 ukrepov na 9 področjih, ampak ta program ima tudi konkretne cilje oziroma pozitivne učinke, do katerih bomo prišli do leta 2035, če bi država podprla razvoj gospodarstva v tej smeri, v ustrezni meri. Kakšni so te cilji oziroma lahko pozitivni učinki? No, vsekakor je nekaj, na kar sem jaz izredno ponosna, da je prišlo v 10 letih, ne, za 19,2 milijarde investicij. In kot je poudaril Jože, ne, to je 3/4 strani gospodarstva. In zdaj, če se čisto praktično vrnem, moram se tle dotakniti. Ne. Če je gospodarstvo sposobno spraviti take investicije, potem država mora biti sposobna, da skozi ukrepe omogoči, da bodo ta podjetja dobila OVD-je, presoje vplivov na okolje in tako naprej. Tukaj, ne, bom rekla, je takoj en konkreten primer, kjer je potrebno dovolj zgodaj začeti uporabljati, da tukaj 19,2 milijarde bo možno, 19,2 milijarde bo možno, če bomo imeli pogoje za to, da bomo to izvedli. Druga zelo markanten podatek je 48% BDP-ja povečamo lahko v teh 10 letih. 2 odstotne točke vsako leto in, kar je tudi izredno pomembno, 55 tisoč delovnih mest, ne,
bomo ohranili ali na novo vzpostavili, zaradi tega, ker pač se bo to gospodarstvo moralo pretransformirati in bo seveda z tem programom tudi nastalo oziroma se ohranilo. No. Profesor Damjan, v uvodu ste z gospodarstveniki zapisali, oziroma smo zapisali, da Slovenija izgublja konkurenčnost in da se naš razvojni model izteka. Kje trenutno največ zaostajamo? S kakšnimi izzivi se sooča slovensko gospodarstvo, industrija? Tako globalno, kot seveda soočamo se tudi z določenimi slovenskimi strukturnimi izzivi. Se pravi, tem strukturnem, tehnološkem zaostajanju, pa te spremenjeni geopolitični, pa geoekonomski situaciji je bila ta moja ideja, da Slovenija rabi novo industrijsko strategijo. Namreč jaz spremljam to področje precej podrobno, tako da spremljam, kar se dogaja na Kitajskem, se pravi zadnjih 30 let najmanj, in v bistvu opažam za tehnološki skok, ki se je zgodil tam in pa v bistvu potem se prelevil v trgovinski, se pravi v povečanje trgovine Kitajske s vsemi državami in pa v sočasni učinek na deindustrializacijo ostalih držav. Zgodil se teda prvi kitajski šok najprej v Ameriki po letu 2001, ko je bila Kitajska sprejeta v Svetovno trgovinsko organizacijo, ko so se sprostile te uvozne ovire, je nenadoma prišlo do tega, da so ameriška podjetja preselila svojo proizvodnjo na Kitajsko, doma ni ostalo več ničesar. Zdaj se dogaja drugi kitajski šok, ne več v Ameriki, ampak se dogaja v Nemčiji. In zdaj ključno za nas je seveda predvsem to prestrukturiranje, če smo se nekako izognili prvemu kitajskemu šoku, ker nismo bili neposredno prizadeti. Se temu drugemu ne moremo. Zakaj? Zato, ker je slovensko gospodarstvo, slovenska industrija vpeto v nemške dobaviteljske verige, recimo avtomobilska veriga, na področju elektroindustrije smo močno vpeti te njihove verige. In zdaj, ker je Nemčija izgubila to tehnološko prednost, najbolj karakterističen primer so avtomobili, se pravi motorji z notranjim izgorevanjem nasproti električnim avtomobilom, Nemci so enostavno izgubili to tekmo s Kitajci in slovenska podjetja, ki sodelujejo v teh dobaviteljskih verigah, enostavno tukaj več ne more tekmovati. Jaz sem to zadevo opazil že takrat nazaj 2015, kar se bo zgodilo. Namreč, ko je Kitajska sprejela svojo strategijo Made in China 2025, so bile ob vseh teh novih tehnologijah na področju energetike, na področju kvantnih računalnikov, na področju čipov, je bila dodano kot eno izmed strateških področij, je bilo dodano področje e-mobilnosti, se pravi področje avtomobilske industrije in pa baterij. In Kitajska je seveda dala vsa sredstva na voljo, da se je ta sektor lahko razvil. In potem, kar se je zgodilo, je recimo po covidu, nenadoma, ko so se gospodarstva v Evropi pa druge odprla in smo videli takšno strmo krivuljo rasti izvoza kitajskih avtomobilov. In spravi, Kitajci so prej izvažali recimo 500 000 avtomobilov letno, potem nenadoma so zrasli na 5 milijonov, zdaj so že na 7 milijonih letno. In hkrati, se pa zdaj spremljamo v Nemčiji, se pa je proizvodnja avtomobilov zmanjšala iz 6 milijonov na 4 milijone. Spravi, Kitajci enostavno izrivajo nemške avtomobile. In zdaj seveda Slovenijo je zdaj ključen izziv, kako v bistvu se prestrukturirati v tem času, ali sploh možno dejansko ohraniti naš položaj v nemških dobaviteljskih ali pa francoskih dobaviteljskih verigah na področju avtomobilov, ali moramo narediti radikalni preskok, se pravi se bolj povezati s kitajskimi, privabiti kitajske investicije, poskušati vstopiti v njihove dobaviteljske verige, kolikor se da, ali pa vse, da se pri nas proizvajajo ti avtomobili. In to ni samo vprašanje za Slovenijo, ampak predvsem za Evropsko unijo. Spravi, kako se bo Evropska unija, Evropska komisija, kako se bodo opredelili glede tega področja. Namreč ta pot, ki se je zdaj zastavila nekako pot glede tega, da bodo šli s trdo roko proti Kitajski, se enostavno ne more dobro iziti. Namreč to smo videli recimo zdaj prejšnji teden, primer Nexperia, se pravi tega podjetja na področju čipov, kjer je nizozemska vlada dejansko sovražno prevzela podjetje, ki je bilo v kitajski lasti. Seveda, Kitajska se je temu maščevala, tako da je dejansko omejila dobavo komponent za vgradnjo čipov. Ampak to bo prevzelo predvsem avtomobilsko industrijo v Evropi, kajti to je glavni dobavitelj čipov za avtomobilsko industrijo v Evropi. Podobno se je zgodilo Američanom, ko je Trump štartal z temi velikimi, visokimi, abnormalnimi carinami na kitajske izdelke, so Kitajci enostavno uvedli zelo preprosto ukrep. Namreč
uvedli so izvozna dovoljenja za materijale redkih zemelj, za teh 21 materijalov, in potem so nenadoma videli vsi, ne, da imajo Kitajci tukaj 90% svetovno dominacijo in da v bistvu nobena industrija, ne civilna, ne vojaška, ne v Ameriki, ne v Evropi ne more delovati brez tega. Tako da v bistvu ni zdaj odgovor v tem, da mi gremo, da se konfrontiramo s Kitajsko, ampak da sodelujemo z njo in da poskušamo, da se čim več njihove proizvodnje preseli k nam. In za naša podjetja je predvsem ključno, ne, da v bistvu v tem procesu sodelujejo, da stopijo v te verige noter in da seveda naredijo ta tehnološki preskok. In to je glavni izziv, ki smo ga poskušali nasloviti tudi v tej strategiji in ki seveda ni dorečen. Namreč to je proces, ki se dogaja in bo odvisen od sposobnosti Slovenije, slovenskih podjetij, sposobnosti tudi in pa tega, kako bo slovenska država, vlada v bistvu sprejela ta izziv, na kateri način se ga bo lotila, ali bo to spodbudila, ali bo to prepoznala in spodbudila, ali se bo obnašala tako kot do zdaj, ignorirala problem. Ampak to so recimo zelo pomembni globalni premiki, ki vplivajo na nas, ne, ki zahtevajo spremembe na nacionalni ravni, ne, torej gospodarstva. Po drugi strani imamo pa tudi svoje strukturne izzive, ne. Tudi o teh pišete v programu, ne. Jasno. Kateri so te izzivi, recimo, ki so specifično slovenski, našega okolja poslovnega? V bistvu sta dve plati tega problema. En problem je samo ta naša nekonkurenčnost, to je ta hipna, trenutna nekonkurenčnost, drugo je pa razvojni izziv. Obeh izzivov se moramo lotiti. Eno je ta nekonkurenčnost, ki izvira iz naših, eno je z davčnega področja, se pravi velika obremenjenost gospodarstva z dajatvami, drugo so administrativne ovire, predvsem to, da ne omogočimo podjetjem, ki želijo investirati, da jim v bistvu onemogočamo z raznimi administrativnimi ovirami, da to naredijo. Potem je energija, stroški energije zelo velik problem. Tako da v bistvu ničesar od teh prvih dveh se vlada ni lotila, šele zdaj se loteva problema, 3 leta kasneje se loteva problema glede visokih stroškov energije za nekaj največjih industrijskih odjemalcev. In pa to so ti tekoči problemi, potem pa so še kadri zraven. Ampak drug problem je pa ta razvojni vidik, ki pa je ključen. Se pravi, ob tem, da podjetja v bistvu preživijo na tem trgu, ker je danes pa ohranijo svojo konkurenčnost, morajo predvsem ves čas delati na razvoju. In tukaj manjka tudi pri nas te razvojne vizije na strani vlade, na strani vladajoče koalicije, od prejšnje, sedanje, ki enostavno tega vidika sploh ne prepozna, nima nobenega strateškega dokumenta na ravni države na tem področju. In to naš dokument v bistvu to naslavlja, ta razvojni vidik. Zaradi tega imamo notri toliko, smo razdelili tudi vse te ukrepe, na tiste, ki spodbujajo konkurenčnost, na kratkoročne in na dolgoročne, tiste, ki rešujejo razvojne izzive. In tukaj glavni izzivi so predvsem pri spodbujanju tehnološkega razvoja, inovativnosti, pa kadrov. To so ključne stvari, ki jih jaz vidim. V programu izpostavljamo 8 strateških gospodarskih področij, recimo, ne? Od trajnostne mobilnosti, elektroindustrije do farmacije, morda še kakšnega naštejete. Zakaj prav te panoge? V veliki meri to bazira na teh glavnih izzivih, ki smo, ali globalnih izzivih, ki jih imamo trenutno v svetu, kateri so glavni trendi. V bistvu smo jih te panoge identificirali najprej sami, potem smo jih pa preverili tudi z gospodarstvom. In vidimo, kje so glavni izzivi za gospodarstvo danes, kje je glavni razvoj, in ta se seveda dogaja prav na teh področjih, kjer smo jo našteli. Dodatno k temu smo pa mi dodali še, recimo, jaz bi rekel, 2 področji, ki nista toliko globalni, sta pa specifični za Slovenijo in pa nujno potrebni. Eno je prehranska varnost, avtonomija na tem področju, drugo je pa logistično. Slovenija je majhna država, ki je logistično, zelo pomembna logistična pot za uvoz in izvoz, predvsem zaradi Kitajske ali pa iz Severne Amerike. In tukaj mi potrebujemo izjemno razvitost pa tudi tehnološko nadgradnjo te naše logistike, hkrati pa seveda tudi izgradnjo infrastrukture. To so 2 specifične področje, potem ko so ostale, pa so dosti v skladu s tem, kar se dogaja trenutno v svetu. Torej mi ne hočemo slediti, ampak biti del tega tehnološkega procesa, tehnološke transformacije gospodarstva. Program vključuje kar 88 ukrepov. Na katerih področjih in morda katere so tiste najbolj pomembni ukrepi, ki bi jih morda veljalo izpostaviti? Morda?
Pri kratkoročnih ukrepih je predvsem nujno trenutno narediti na davčnem področju bistven preskok. Ta velika obremenjenost gospodarstva je lahko izjemno problematična. Tega se treba lotiti pragmatično. Se pravi, na eni strani je treba pogledati, kje lahko te glavno davčno breme zmanjšamo, in to lahko naredimo po eni strani predvsem z obremenitvijo dela, ker je ključen faktor. Tukaj imamo mi ta naš problem že ves čas z visoko obremenitvijo dela, visoko kvalificiranega dela, inženirskega kadra, kjer so stalno davčne ovire prevelike. Slovenija je ena izmed 7 držav v Evropski uniji, ki nima te razvojne kapice. Se pravi, nima omejitve na plačilo prispevkov na strani delojemalcev, in zaradi tega seveda je naše davčno breme v Sloveniji bistveno višje. Hkrati imamo recimo tudi problem pri športnikih. Recimo, pri nas ne moremo imeti vrhunskega športa, recimo, ne. Cedevita Olimpija ne more biti najbolj vrhunski košarkašev, prav zaradi tega, ker je davčno breme tako veliko, ker takoj pade v 5. davčni razred. Tukaj je treba biti pragmatičen, za določena področja, recimo kot je šport, umetniki in tako naprej, ali pa inovatorji, je treba zmanjšati odpraviti to možnost, ali pa dati dodaten 6. razred, kjer je v bistvu to davčno breme nižje, tako da privabimo k nam vrhunske kadre na vseh možnih področjih. Potem pa seveda razmejitev dela, plač, to je ena izmed ključnih zadev. Te pa jaz vidim predvsem te administrativne ovire, ki so recimo dovoljenja. Učinkovitost države, ne? Učinkovitost države, in to je to, recimo, to smo si zadali tukaj cilj, da se v bistvu za 40% zmanjša ta obremenjenost z temi ovirami, administrativnimi ovirami. Nas je problem, da po eni strani dobivamo, se pravi, to breme, ki k nam prihaja, se nekako kreira v Bruslju, na ravni Evropske komisije, ampak potem ga pri nas naša administracija tolmači bistveno bolj restriktivno, kot je mišljeno že v osnovi. Ne bolj fleksibilno, ampak bolj restriktivno, in kar se da narediti recimo v eni sosednji državi, na Hrvaškem, ali kar se da narediti na Madžarskem, se ne da narediti v Sloveniji, ker naša administracija te stvari interpretira bistveno bolj restriktivno. In tukaj je treba narediti ta nov program debirokratizacije, ta prave. Eden je bil že narejen pod Janševo vlado 2005, takrat, ko ga je vodil Virant, in je bil, mislim, da zelo uspešen, ampak zadnjih 20 let se tukaj ni zgodilo nič. In tukaj je treba imeti prav eno enoto na ravni države, se pravi, najboljše je bilo ministrstvo ali pa urad pod kabinetom predsednika vlade, ki bi se v bistvu v svojem mandatu v prvem letu lotil samo tega, se pravi, kako zmanjšati administrativno breme, na katerih področjih je to mogoče zelo hitro narediti. In na ta način lahko v bistvu ti omogočiš veliko povečanje investicij, kar podjetja potrebujejo. Torej, ukrepi so definirani na 9 različnih področjih, od učinkovitosti države do energetike, kadrov, razvoja in inovacij, internacionalizacije, davčnega okolja. Digitalizacija je na ključnih. Digitalizacija je na ključnih. Tako, gospodarstveniki so, skupaj z gospodarstveniki ste opredelili priložnosti za investicije v naslednjih 10 letih na nivo 19,2 milijardi. To je velik investicijski cikl, ki ga mora Slovenija pravzaprav izkoristiti in podpreti, a vse se ustavi seveda pri financah. Kako pa je z viri financiranja? Tudi to ste opredelili v samem programu. V bistvu smo mi štartali iz tega, koliko so slovenska podjetja sama sposobna investirati. To smo opredelili na podlagi v bistvu njihovih preteklih investicij in tega, kakšni so njihovi investicijski načrti za prihodnost. V bistvu teh 19 milijard so slovenska podjetja načeloma tudi sposobna sama zagotoviti, ali pa bi jih zagotovila, če bi bila ustrezna podpora se strani države. In ta podpora je pa seveda nujno potrebna in jo je treba tudi ustrezno oblikovati. Se pravi, na evropski ravni imamo mi možnosti podpore, državnih pomoči ali pa drugačnih načinov ali pa mehanizmov podpore industrijskim projektom. In recimo ta kompas konkurenčnosti predvideva sklad za konkurenčnost, ki bi naj bil prav namenjen temu. Zato smo v okviru te strategije tudi predlagali ustanovitev slovenskega, nacionalnega sklada za konkurenčnost, ki bi podpiral takšne industrijske projekte z določenim deležem sovlaganj.
potem imamo evropska sredstva, ki lahko to omogočijo, potem imamo pa še eno specifično področje, to je pa spodbujanje inovacij. Ključen problem pri nas je recimo, da manjka trga, kapitalskega trga za spodbujanje inovacij, predvsem za startupe, za zagonska podjetja, ki so v tisti fazi med inovacijo, med TLR3 in pa TLR6. To se imenuje industrija oziroma dolina smrti, kjer enostavno nišče od banke itak, da ne, tudi zelo malo tveganega kapitala vlaga na to področje in v Sloveniji je to področje popolnoma mrtvo. Tukaj lahko država z tem skladom, s tehnološko-inovacijskim skladom, omogoči neposreden kapitalski vstop v takšna podjetja, ki imajo perspektivo in jim s tem mogoče preživeti to ključno fazo smrti, ali bojo preživeli ali ne, in da lahko potem pride sploh do komercialnega, do privatnega financiranja, da gredo na trg podatni kapital. In oba sklada, se pravi Nacionalni sklad za konkurenčnost in tehnološko-inovacijski sklad smo tukaj predvideli in oba skupaj naj bi z evropskimi sredstvi nekako pripomogla, prinesla okrog 1/4 teh dodatnih sredstev, ki bi omogočila potem slovenskim podjetjem, da sploh izpeljejo svoje investicije. Veste, mislim, da se vsi strinjamo, kot je profesor Damjan rekel, vloga države je tukaj zdaj ključna. Torej, da opravi svoj sicer manjši delež, pa vendar, da da tisto neko razvojno spodbudo gospodarstvu, predvsem pa ustvari ustrezno poslovno okolje. Zakaj je to pomembno in kaj zdaj pričakujemo v nadaljnjih korakih od države? Jaz mislim, da zakaj je to pomembno, je Jože že toliko razložil, da nima smisla več enkrat ponavljati. Jaz mislim, da je sedaj, ko imamo res od spodaj navzgor pripravljen program in je zelo akcijsko usmerjen, res razdeljen tudi na prvo petletko, kratkoročno in pa dolgoročne stvari, je da tako, kot smo včeraj povedali na vrhu, gospodarstvo zelo dobro ve, kaj je realno možno izvesti. In če smo tukaj dovolj pametni in verjamem, da smo, res polagam na srce vseh odločevalcev, da to vzame v roko, verjamem, da se lahko ne morejo strinjati z vsem, ampak če se bodo s polovico tega strinjali, smo naredili veliko delo. Mislim, da tako konkretnih stvari, ko smo jih mi tukaj zapisali in za tem stoji gospodarstvo, ki je srčika razvoja, da se tukaj res nimamo več kaj se spraševati. Torej, gospodarstvo dobro ve, kako in kam je treba zapeljati to barko ob tej, bom rekla, tej nesigurni situaciji, ki jo imamo. Opreti se moramo na sebe, to, kar lahko vsak posameznik in v Sloveniji naredimo. Potem bomo pa tudi lažje nastopali do Kitajcev, do katerekoli druge opcije, ker mislim, da je pomembno to, da vemo kako, kam in potem se tudi pot odpre. Mi imamo akcijski načrt, zdaj ga potrebuje država. Država, se pravi, dejansko se morajo zdaj državne institucije, se morajo v bistvu opredeliti do tega programa, pogledati, kaj od tega lahko izpeljejo že v tem mandatu in predvsem stranke, ki bodo tekmovale za izvolitev na naslednji volitev, bi seveda za nje bi bilo super in pa zelo pozitivno, če bi lahko velik del tega programa ponotranjile, ga vzeli kot svojega in potem se tudi zavezali, da bi to uresničili na naslednji volitev. To je način, na katerega jaz vidim, da lahko ta naš program, ta naš akcijski načrt tudi uspe, ampak brez države, brez aktivne podpore države bo to izjemno težko. No, veste, na vrhu si lepo dejala, želimo si, da postane ta program kompas prihodnjega razvoja Slovenije. S to željo, verjetno. Ampak kako bomo pa do tega prišli? Kakšni so nadaljnji koraki za izbornice v naslednjih mesecih? Kot sem večkrat že tudi povedala, včeraj je bil samo prelomni dan, ko smo ga javno lansirali, in od tukaj naprej se delo šele začne. Torej, predvidevamo, da bomo imeli priložnost praktično vsem resornim ministrstvom, ki se jih dotika ta program, podrobno predstaviti ta program. Želim si, da bi imeli že v novembru priložnost to predstaviti podrobno vsem političnim strankam, v koaliciji, opoziciji, in da bomo lahko določene stvari predstavili tudi širši javnosti. Torej, Gospodarska zbornica Slovenije se bo odzvala na vsako povabilo, kjer bomo lahko širili zaveze ali pa podrobneje predstavili program komorkoli, ki jih zanima. Tukaj zelo veliko apeliram na naša sklenjena zavezništva. Imamo sklenjeno zavezništvo z znanstveno-raziskovalno sfero, imamo zavezništvo z občinami, ki jih tudi mora zanimati ta program. Praktično vse možne sfere bi želela nagovoriti,
Tako da pričakujem, da bodo tudi, se veste, gospodarska zbornica ima široko klop, ne, dolgo klop in vsak naš direktor bo ambasador tega programa, vsi, ki lahko bomo govorili o tem, ker verjamem, da je to nekaj, kar je uresničljivo. In nekaj, kar je uresničljivo, verjamem, da vsak, ki ima zdravo kmečko pamet, bo zagrabil in bomo drugo leto, konc leta, ko bo naslednji vrh, lahko govorili že tudi o prvih rezultatih. Morda za zaključek, samo še malce bolj osebno vprašanje. Kaj bi bil za vaju največji uspeh pravzaprav programa Made in Slovenija 2035, če ga pogledamo čez 10 let? Jaz bi rad videl, da bomo tako kot Kitajci, ko so 8 let po svojem sprejemu programa Made in China 2025 naredili prvo revizijo tega, so ugotovili, da so v bistvu vse cilje že uresničili. Da so postali dominantna država na teh številnih področjih, ki so si jih zastavili. Da tudi mi, ko bomo pogledali čez po prvi petletki, da bomo videli, da so bili ukrepi sprejeti in da tečejo procesi v pravo smer, in da bomo potem ugotovili recimo čez 10 let, da je Slovenija postala recimo velik hub ali pa velik proizvajalec električnih avtomobilov v Evropi na podlagi tega, ker smo bili uspešni spreoblikovati oziroma se transformirati iz obstoječih dobaviteljskih verig v neke nove z drugačnimi tehnologijami pa z višjo dodano vrednostjo. Veste, ne bo tvoja zadnja beseda? Absolutno se strinjam s tem, kar je povedal Jože, jaz bi pa dodala, da vsi mi Slovenci in Slovenke moramo biti bolj samozavestni. Jaz sem prepričana, da je v nas toliko ambicioznosti, znanja, znamo sodelovati, da je to vse možno uresničiti in si želim, da naj čez 10 let povabijo na vrh in rečejo: bravo, dobro ste zasijala seme. Bravo. In naj pri tem ostane, pri tej misli. Iskrena hvala za obisk v GZ7 studio in za tale čas, ki v teh dneh zagotovo ga nimate veliko, ker je zelo intenzivno obdobje, pa vendarle vse dobro seveda tudi programu Made in Slovenija 2035 in naj se uresniči tako, kot sta zdajle zaključila. Hvala. Hvala.